Čeprav je minilo že 70 let, smo danes počaščeni s prisotnostjo prav njih, Slovencev, ki so se maja 1945 morali umakniti v tujino, ki jih je sprejela. Vabljeni na oder. Današnji tabor je posvečen prav njim. Šli so od doma čez mejo, nekateri so bili vrnjeni, rešili so se smrti, živeli v izseljenstvu, ustvarjali Slovenijo na tujih tleh, jo posredovali naslednjim rodovom in ko se je Slovenija demokratizirala, so se nekateri vrnili domov. Predstavljamo vam gospo Mileno Ahčin, gospo Julijo Podboj, gospo Jelko Dolinar, gospoda Toneta Oblaka, gospoda Ivana Horošca, gospoda Milana Krešiča, zakonca Majdo in Toneta Starmana. Prispevek za vaša pričevanja, ki bodo zanamcem dragocen vir, zelo hvaležni. Na fotografijah, ki smo jih videli pred nekaj trenutki, je prikazan ta veliki eksodus iz Rdeče Slovenije. Pa bi začel pred z vami gospod Alojzij Starman. Vi se ga spominjate še kot otrok. Nam lahko poveste svoje vtise, svoje spomine na ta veliki beg čez Gibel? Dobro dan, pozdravljeni vsi skupaj. Kot veste, ko smo že slišali, 3. maja je bila ustanovljena slovenska država. In tam v tisti vladi so bili prijatelji mojega strica, mamega brata. In tako, no dobro, potem so slavili zmago v Domobranci, ker tega vojaki okupator gre in zdaj smo pa mi gospodari. In to je bilo 3. maja, 5. maja, pa pride ta stric, mamen brat, k nam iz Ljubljane v Bitne, to je pri Kranju. Tisti moment, to je bil to zvečer, 5. maja, pa Domobranci slavijo zmago in pojejo tam za hišo. Ata gre sprejme mamenega brata in pravi, ja, kaj pa ti tukaj delaš? Ja, prav, jaz pa begunem. Slovenijo ne bo nič. In tako je tisto noč, no Ata še potem pravi, ja kaj pa če Domobrancem pove,
tako je tisto noč stric pri nas prespal, 6. maja ga Jata peljal na vlak v Kranj, da se je peljal na Koroško in potem na Tirolsko in naprej v Italijo. Dobro, zdaj pa v nedeljo, kaj stric pove, da beguni, da ne bo Slovenijo nič, da bojo partizani, tudi prav Rdeča armada zasedla Slovenijo. Smo mi tudi začeli pokati, ker pri nas so bile nevarnosti. Ata, to je prav partizani, so bili pri nas zadnjikrat 29. junija 1944 in so nam pobrali vso hrano, atovsko obleko, mojo obleko, zada so rekli, on ne bo nič več rabo, ker v 14 dneh ga bomo ubili. In to se pravi, če smo tako napovedali, je najbolj, da gremo. In smo pokali nedeljo cel dan. Ata gre zvečer spet domobrancem, ker postojanka je bila pri sosedu, po noči je bil domobranci, stražamo, ali karkoli, ali pa spal tam. Jutri pa pride domov, prav, nič ni treba nikamor jeti. Jih bomo tukaj zaustavili. Mi moramo pripraviti eno sobo za begunce iz Dolenjske. Dobro, tudi prav. Mi smo potem mirno živeli v ponedeljek, to je bilo že 7. in 8. torek, in v sredo zjutraj pa Ata spet pride domov od domobrancev. Pa prav nič, umakniti se moramo. Moramo večkrat višji gorje. In smo spet naložili 2 voza, cel dopolne malo skupaj spravili, kar smo mislili, da moramo sabo vzeti. In ob enih smo zapustili naš ljubi dom in smo šli proti Koroški. Cel popoldan in še celo noč potem. Tako smo precej daleč prišli. In kmalu, potem 10. enkrat pa pride, to se pravi, mi smo šli v doma. Ata, mama, pa še ena sestra od mame in jaz. Zaprav smo bili 4 člani družine. Smo šli 4 v doma. Ampak potem, ko smo 10. pa pride za nam še Atov brat in Atova sestra, pa 2 sestrične, to 2 so pravne čakali njegove. Ti so med potjo malo za nam zadebli in so že zgubili voz. Tako smo se naša družina povečala na 8 članov. In smo kolikor toliko srečno prišli skozi tunel, oba voza s sabo, do Vetrinja. 13. maja smo prišli do Vetrinje in to je cela naša občina. Tako da smo se tam skupaj držali in smo tam v Vetrinju, tam na polju, postavili voz, en zraven drugega. Ker smo imeli 2 voza, smo čez 2 voza napeljali eno plahto ali cerno, kako rečete, in smo spodaj spali 8 ljudi pod vozom. Dobro, gospod, najlepša hvala. Za enkrat se moramo kolač časa lepo razdeliti, tako da zdaj je čas, da še vaša žena pride na vrsto. Vaša žena je zapisala, da se je kot otroku zdaj beg zanimiv. A bi lahko mogoče še vi podali svoje vtise tega bega, če ste vedeli? Ja, seveda mi je bila pot zanimiva, ker prej sploh nisem na kamer prišla. Pri odhodu iz Slovenije, ne moram reči iz domače hiše, ker sem vso vojno preživela pri starih v hiši, kjer je bila moja mama rojena, in sem tudi s starimi starši in s 2 tetami odšla. In sicer že v torek 8. maja. Večina smo pesarčili, nekajkrat sem smela na voz. Zame je bila vsa zadeva zelo zanimiva. Videla sem nove kraje. S takrat 8 leti res nisem vedela vzrok in
Tržiču je postalo tako usko, da smo pustili voz z voli ob cesti. Vsak je vzel svoj bunker, kolikor je lahko nosil, in šli smo v breg. V petek smo že v mraku prišli v temnejši predor, kjer sem se držala očetovega kolesa, da se ne zgubim. Tudi oče moj je med potjo prišel za nami. Voda, kamenje in kričanje so mi ostali v spominu. Na drugi strani pa samo naprej. Proti večeru se pojavi vojak na konju in ponuja pomoč. Ste že trudni, tudi možje. Nekaj jih je bilo 1919 in 1920 v borbi za severno mejo na Koroškem, tudi moj oče, so vedeli, kako daleč je še do določenega cilja, Celovca. Ponudba partizana se jim ni zdela poštena. Že pred glavnim mestom Koroške so nas angleški vojaki potisnili s ceste in določili vitrinje za prvo postajo. Tam sem prvo nočka na travi zaspala. Stric Miha je bil v skupini domobrancev za nami. V Tržiču je spoznal domači voz in vola sta ga ubogala pred vseh ljubeljskih klancov in uspetin. Kakšno veselje! Ko je drugo jutro Stric Miha prišel na veterinsko polje. Kakšna sreča! Imeli smo hrano in za silo tudi streho na vozu in pod njim. Na žalost starega očeta sta šla oba vola v zakol. Stric Miha je bil vrnen in je preminul v Teharjih, mogoče tudi v Hudi jami. V Sloveniji zaradi dolge in nevarne šolske poti in podgane šole nisem še hodila v šolo. V Vetrinju sem bila najprej v vrtcu, čeprav bi morala biti že v 2. razredu. Ko so nas po 7 tednih poslali v različna taborišča, smo se priključili veliki skupini Moravčanov, ki so se odločili za vzhodno Tirolsko, za taborišče Pegec pri Liencu. Tam sem hodila v šolo, bila pri prvem svetem Mihailu in pri Birni. Taborišče so sredi novembra 1946 razpustili in vse begunce preselili v Špitalo Dravi, kjer še danes živim. Morda samo še vprašanje. Rekli ste, da so kasneje to taborišče spremenili so zgradili stanovanjske objekte in tako ste lahko potem tam ostali. Ampak dolgo časa se je govorilo o grozeči repatriaciji. A se spomnite tega strahu, ko se dolga leta po vojni še ni vedelo, kaj bodo z vami begunci? V to se spominjam, da je bilo vse zelo napeto, ker smo bili prva leta večkrat od Angležev obkoljeni, že sredi noči, in so imeli eno tabelo in so iskali različne osebe. Nekateri so tudi potem kratkočasno malo zaprli in večina sem pa to brala potem tudi v nemških časopisih, je to pisala. Gospa, zaenkrat najlepša hvala. Gospod Tone, vaš oče ste zapisali v Medleju, ko je zagledal, kako se družijo na veterinskem polju Angleži z partizani in je mati morala vzeti vajeti v roke. Tisto prvo noč na veterinskem polju imenujete apokaliptično noč. Morda spomin na nje. Jaz kot majčkan otrok sem doma v ljudski šoli. Dizajni so začeli Faroš in šolo. Potem je oče dal v Marjanišče na Brijanski cesti. In ko je oče bežal, mi smo bili že prej,
izgnani smo šli iz naše vasi, so vedno napadali. Smo šli na Varje, tam ki je Plečnikova lepa cerkev, tam 200 metrov od te cerkve smo mi žili. In moj brat je bil kot domobranski narodnik in nas so mačke branili proti napadu. Pa načem do vas. Ko je bil beg v tujino, jaz sem bil v Marjanišču, oče je pustil tam na Ižanski cesti, blizu botaničnega vrta, voz, sem bil našo družino. In Martin Moran si rekel, pustite tole v Marjanišču, vse greste na Gorenjstvo za en teden. Ampak neč, oče pa pomisli in me pride iskati v Marjanišče. V Marjanišču je kopiče sestra, šolska sestra, me pelje v tretji na zroke. Nisem vedel, kaj bi vzel sabo. Lep marine mesec je bil, vsak je imel svoj otarček na svoj mesec. Zagrabno nekaj stvari, eno knjiga me je prav srbena, ki so vedeli, kaj nisem delal, sem bil zmine narisanje. No in sestra rekla, pohiti, prije do nje je bila zdravno ključko v vrati. Iz žepa, od spore, je tako mi je imela svetnico Marijo, Prezmanične Marije. Me pokriža in reče, ona te ni spremlja, to je življenje. Tako da ta Marija je tista, ki me čutala v vseh stiskah, takrat je pokalo pod Svetovano, tam smo bili en dan in pol in čakali, vidimo skozi Ljubelj. Nemci so imeli zaprte Ljubelj, ampak potem ni bilo, ni ostalo drugega, da gremo čez Ljubelj. Med potjo, ko smo mogli reči vse iz voza, vidim naša mama, ko mi smo bili, enaki smo prišli iz Loškega potoka, so imeli otroke gor na ulici, ki rečemo ulice, in stari starši, s tistimi otroci gor po Ljubelju. In tako je oče rekel, vse sem to izmetal, zdaj pa še to povezal in je res povezal na pobudo mami. In tako pridemo na Koroško stran, tam je šlo samo dol, veste, kako so se mogli podpirati. Pred Dravskim mostom, ki je ta čuveč, tisto, ki ste videli na slikah, tisto, ko je bilo vse pokladno, živi na ljudje, avtomobili, tam imajo trgovnjaki in tako naprej, to je bilo nekaj groznega. Če bi mišli tisti dan, bi mi padli v tisto. In tako, bi bil prvi čuveč, pridemo na taborišče. Ko pridemo v taborišče, stavimo voz, na eni strani, na drugi, in plus nas je bil voz tudi od našega kardinala Ambrožiča. Tukaj, ko je mama postala, da bi zakorila v našega pogrela, je rekla, da je bil tih otroci, ki smo tam pričali malo pri vozni, upili, gledali. In reče, ti ponite gospod spil. In stiska ti besede se odvignil izpod voza, gospod Cigan, doktor Cigan, stane nas pogleda, pa reče, no, kdo pa z nami ministrira? Vse je javno, da gre, z nami ministrira. In on me je odpeljal na kamen, tista cerkvica, ki ga je vhodil na Petrinsko polje. Gremo notri do naša. Pri naši je bil avstrijski župnik. In ko je končala naša, je ta gospod Cigan tam nekih širin gore. In ko so še po poti nazaj, in gospod Mira tiste širine in reče, da se tako lepo registriral, si gospod Cigan tam meni potem tisto. Salezijanci so tudi kasneje v vašem življenju igrali pomembno vlogo. Veste, zakaj to povem? To je bil drugi dan tistega vetrinja, ki se te spomnim od Joka,
se ne da povedati, kakšno trpljenje, kakšno je bilo v taborišču. Je gospod rekel, me podijo, pa poznaš kakšne poje? Ja, jaz sem rekel, gled, nas je bilo 15, pa je bilo 30. In tako je nastal mladinski dom. In nas je gospod Cigar peljal prvi gozdič tam, ki so vršički od smreti, tako je bilo zrne. Navirajte tole, da vaših starši ne bojo ležali na tleh, da bojo imeli močno govorino s temi. In tako nas je bilo od tistih prvih 100, 150 do 300. In smo naredili prvo tekmovanje tam pri tisti šoli, ki je zdaj na Petrinja. Pri Angleže bi sprosil, da je tisto oborišče in tako gospod je navdušil in nas pripravil za naprej. Hvala lepa. Gospa Ahčin. Gospa Ahčin, vi ste se z Bežigrada omaknili na Koroško, prespali v Kovorju, potem pa v enem opuščenem avtobusu in potem, ko ste prišli do Boroveljskega mostu, so vas tam prijele partizanke. Zaprli so vas v Šentjakov. Kasneje so vas vrnili domov, prestali ste Škofjo Loko, Šentvid in se vrnili domov. Pa me zanima, gospa Ahčin, kako je bilo ob vrnitvi domov v Ljubljano, ko ste se vrnili med sosede, kako ste bili kot domačinka, ampak vendarle begunka sprejeti? 1. maja 1945 so bili z mamo sami v našem stanovanju za Bežigradom. Ata je pred 7 meseci padel na Gorenjskem, brat Franci, 22 let, in brat Stanko, 15 let, sta bila pred obranci, bolničar in prevajalec nemščine. Zgodaj zjutraj je prišel Franci in nama z mamo naročil. Zamita dokumente in nekaj najnujnejših stvari, vsaka eno torbo, vključita se v povorko, ki gre proti Ljubljani. Mama je nekaj vrednih stvari odnesla prijateljici v spodnjem nadstropju, potem pa so obesili torbi na kolo in se pri Figovcu vključili v povorko. Kolo je bilo kmalu ovira. V Šentvidu sem ga že pustila po cesti. Do večera smo prilezli do Komora. Tam sva z mamo šli v Paroš in v pisarne na tleh prespali. Drug dan smo v hudi stiski prišli do vznožja višjih hribov. Tam so prenočili v zapuščenem avtobusu ob cesti. Tretji dan je bilo zelo malo napredovanja. Spredaj so kričali, na Koroškem so partizani zaprli most. Prišli smo v sam prelaz med strme stene in se prerivali. Kako smo šli skozi ljubel, ne vem. Ne vem, kje so delali prelaz in kako. Videli smo 2 visoki skalnati steni, nekaj drznih fantov se je pognalo vanje, a brez uspeha. Mi smo hoteli Angležem, a Angležev ni bilo videti. Naenkrat so se že na avstrijski strani, še pred mostom, čez Dravo med nami, pokazale ženske v italijanskih uniformah. Na kapah pa so imele rdečo zvezdo. Kričale so, prstane, uvane, rižice, le torbice smo morali zmetati k kraju. Nas pa so včasih porivali v vrsto in proti severu. Zrinili so nas v zaprta dvorišča in naju so porinili neko klet, podobno klavnici. Bila je stiska, sedeli smo drug na drugem. Tako do jutra, huda lakota, še hujša več. Prvi dan smo bili zaprti
Šele drugi dan smo videli, da smo šli v Šentjaku. Prerivali so nas v razne hiše in dvorišča, oslabljeni, nismo mogli niti misliti na beg. Neke noči so nas naložili na tovornjak in iz Šentjakova peljali v gozd. Morali smo se postaviti v vrsto. Ko so ustrelili, smo čakali, kako bomo padli. Z mamo sva se držali za roke, tako smo stali do jutra, ko so nas naložili na tovornjak in peljali nazaj v taborišče. Vse to se je dogajalo še na avstrijski strani, nikjer ni bilo Angležev. Tretji dan so nas v povorki gnali do taborišča na Baškem jezeru. Tam smo šele videli peljati mimo angleški džip. Takoj potem so nas še isto noč gnali do vlaka, nas navasali na vagone in nas zapeljali v predor proti Jesenicam. Od tam smo v procesiji šli čez polja proti jugu. Ob strani so šli oboroženi partizani. Nekateri ujetniki so poskušali ubežati, a niso vedeli kam. Eno noč smo nakrmili stenice v taborišču na Jesenicah. Do 23. maja so nas gonili po Gorenjskem. Ne pomnim, koliko časa smo hodili do Škofje Loke. Zadnja 2 dneva je bilo obupno, v Loki so nam ljudje metali kruh. Nekaj znancev je bilo v govorki družini, to je bila družina Vitežnik, dr. Kokar s sinom Jožetom, ki je zdaj tukaj, družina lesnega trgovca Šupnja, sestra in žena polkovnika Drčarja in še nekateri. V Škofji Loki smo eno noč prestali v gradu, potem pa v Grdem nalivu šli proti Šentvidu in nazadnje so nas odložili v Škofovih zavodih do amnestije v začetku avgusta. Ko so naju avgusta po amnestiji spustili iz Škofovih zavodov, smo videli v našem stanovanju luč. Znana gospa nama je na cesti povedala, da nas v našem stanovanju čaka partizanka Tomšičeva z orožjem, da bi nas sprejela. Na vso srečo je prižgana luč opozorila. Tako se je končalo naše državne Angleže, ki jih sploh nismo niti videli. Gospa, hvala lepa. Gospa Dolinar, vi pa ste med begom Belescah, ste se ločili z starši in ste ostali skupaj z sestro v vlaku skupaj z ranjenci. Lahko mogoče z nami podelite spomin na te fante, ki so bili kasneje pobiti. Pričevanje gospe Dolinar. Beg iz domovine pred 70 leti. Bila je prava zmešnjava tiste prve majske dni leta 1945. Nisi vedel, kam bi šel, če zapustiš dom. Kdaj ga boš spet videl? Nikomur nisi nič hudega storil, pa vseeno so na cestah padali zavedni Slovenci, duhovniki, študentje, begunci, odstreli bosa. Oče mi je neštetokrat pripovedoval o komunizmu. Po prvi svetovni vojni je bil namreč v ujetništvu in kot ranjeni vojak v Odesi. Rezultat tega pripovedovanja je bil, da sem imela o komunizmu in o osvobodilni fronti zelo kritično mnenje. Z očetom sva se odločila, da greva z njegovim kolesom na pot. Prišla sva do Šentvida in se vrnila, če že gremo vsi skupaj. S sestro Kristo sva zbrali nekaj prtljage in odšli proti železniški postaji. Ustavili sva se v Mostah pri vojaški bolnici in videli, kako nalagajo ranjence na vagone.
Ker sva nekaj mesecev prej opravili pri Rdečem križu tečaj, sva se ponudili za pomoč. Ponudbo so v bolnici z zadovoljstvom sprejeli in nama dali na roko tudi trak Rdečega križa. Očetu in mami pa je soseda rekla, na kaj še čakata, saj da je oče na listi za likvidacijo. Zato sta se tudi mama in oče na hitro odločila in prišla s kolesom in skromno prtljako na kolodvor. Tam sta stopila v vagon, kjer so bili civilisti. S Kristo pa sva bili v vagonu, kjer so bili zdravniki Meršol, Končar, Janaš, Žakelj in Grapar. Kdo bi si tedaj mislil, da ne bomo nikoli več videli našega stanovanja, ki je bilo po našem odhodu pokradeno in uničeno. Zgubili smo vse. Vlak je, mislim, da je bilo to 6. maja 1945, odpeljal proti Gorenjski. V Kranju je obstal. Tu so, kot se zdi, namerno odklopili vagone s civilisti, tudi tistega, v katerem so bili moji starši. Ko je oče to videl, je prišel v naš vagon, vlak pa se je začel premikati. Očetu sem rekla, da naj gre hitro k mami, saj da premikajo vagone. Rekla sem mu tudi, da se bomo pogovorili, ko se bo vlak spet ustavil. Vlak pa je z ranjenci in z osebjem v teh vagonih vrzel proti Lescam. Pred Lescami se je ustavil. Starši pa so se skupaj z ostalo trumo beguncev peš napotili iz Kranja skozi Ljubelski tunel do Vetrinskega polja in tam čakali naju. Pred Lescami smo prespali. Ta večer je bila čudovita, krvava večerna zarja. Mladi fantje, ki so z ostalimi spremljali ranjence proti Koroški, so prepevali lepe narodne pesmi. Najbolj mi je ostalo v spominu pesem Nebo žari. Kot da bi slutili opomin neba, gorjaki prihaja. Naslednje jutro je vlak preletavalo letalo. Doktor Grapar je v Lescah izvedel, zakaj ne gremo naprej. Spredaj in zadaj je že bila partizanska zaseda. Povedal je, kakšna je situacija, mi je svetoval, da naj se vsak odloči po svoji vesti. Kdor hoče ostati, naj ostane, kdor ne, naj gre. Kako huda in težka beseda in odločitev. Večina, tudi nekaj lažje ranjenih, je zapustila vlak in je šla peš proti Radovljici, Tržiču, Ljubelu. Le kaj se je dogajalo v srcih ranjencev, nemočnih v tem trenutku? Razočarani so lokali. V vagonih je bilo 120, nekje imam zapisano 130, težko ranjenih vojakov, ki so bili odvisni od pomoči drugih. Večina njih je bila v Mavcu. Z njimi pa so ostali duhovnik Janez Jenko, takrat še bogoslovec Felix Zajac, bolničar in bogoslovec Marjan Pavlovčič, dve poklicni medicinski sestri, Marija Popit in Anita K. Ostale smo še 4 lajčna dekleta, Helena Šuštaršič, Magda Dolničar, moja sestra Krista in jaz. Ostali pa smo sami in brez zdravnikov. Ranjenci s peščico nemočnih pomagačev. Kako naprej? Župnik Jenko nam je rekel. Prostovoljno smo se odločili, da gremo z ranjenci v življenje ali smrt. Zajeti smo bili 9. maja 1945, ne od okupatorja, temveč od oboroženega Slovenca, partizana. Prišli so na vagone, nas zmerjali in kradli, kar so dosegli. Tako smo prišli do Jesenic, nato pa po nekaj dneh nazaj v Ljubljano. Brez zdravil in hrane smo ostali še bolj ubogi, posebno ranjenci. Vlak se je ustavil blizu Medvod pred porušenim mostom. Ranjence smo prenesli na tovornjake in tako smo prišli v vojaško bolnišnico v Moste, kjer je bil naš prvotni začetek poti proti Koroški. Tu so nas dali v 2 baraki za glavnima stavbama. Ranjence smo morali sleči, obleko in njih same pa so dezinficirali. Tudi tu smo ranjence prenašali sami. Zdravniki niso imeli dovolj poguma, moči ali moralne zavesti, da bi se jim posvetili. 19. maja 1945
so nas 8 spremljevalcev odpeljali v Šentvid v Škofove Zavode. V Škofove Zavode pa je začelo prihajati na tisoče od Angležev izdanih vrnjenih domobrancev. Med njimi je bila tudi skupina od našega transporta, ki je v Lescah zapustila vlak in odšla preko Ljubelja na Koroško. Zdaj smo bili zopet skupaj v zgradbi, kjer so bile slovenske partizanke zelo aktivne pri kraji tega, kar je komu še ostalo. Našo skupino so dali v prvo nadstropje. Kasneje so s kamionom pripeljali tudi naše ranjence, katerim pa nismo mogli oziroma smeli več pomagati. Tu se deli moja skupna pot z ranjenci in izgine vsakršna sled za njimi. Le Bog ve, na katero od morišč so jih odpeljali. Zame in sestro Kristo pa se začne nova zgodba, saj so naju na montiranem procesu obsodili na 12 let zapora s prisilnim delom, od katerih so 5 let in 8 mesecev odtrpeli. To pa opisujem v svoji knjigi Brazde mojega življenja. Hvala lepa. Gospod Korošec. Gospod Korošec, vi ste eden redkih, ki ste preživeli morijo pekarskega pekla. Kaj bi 70 let po teh dogodkih povedali mladi generaciji, česa ne smemo nikoli pozabiti? O domovina, ti si kako zdravje, je zapisal naš veliki Ivan Cankar. Resnična domovina je naše zdravje, je veselje življenja, je pesem naših gozdov, je varnost gora, je bratsko zavetje. Za domovino danes prav posebno prosimo Boga, da nam še naprej ohranja skozi neurje viharjev, da nam še naprej ohranja ta biser, to sveto zemljico našo. Tisto pomlad 1942, ko sem bil še rosni mladenič, sem stal na straži pri Sveti Jeri v Gorjancih, na strel pripravljeno puško in čakal. Bil je svinčine težak tisti čas, namočen s solzo in krvjo. Stopnevalo se je nasilje. Ob nasilju pa je rastel odpor. Zato sem iz Ljubljane odšel v Hride, v Gorjance. In stali ste vi v Šentjošču in dejali, Šentjošča ne damo Sovjetom. In pokazali ste, da na tej zemlji živimo Slovenci. S partizani sem se prvič srečal v Vrhvolju na Gorjancih. Nervozno so zagrabile za orožje in naperili drug proti drugemu. S stisnjeno pestjo me pozdravil, smrt fašizmu. Bog daj, sem odgovoril. Pa nismo sprožila, ker jaz nisem bil fašist in on ni bil komunist. Vse pogosteje sva se potem srečavala po gorjanskih stezah. Med nama je plahnelo nezaupanje. Celo kruh sva si delila med seboj. Kruh, tista vlažna, grenka, koruzna kepa, ki je po presnobi dehtela, katera je v Boga Dninarca odtrgala lačnim otrokom od ust, da je potolažila dva sestradana capina. In drugemu so naročali pozdrave za mamo, tam daleč, če ne več nazaj ne bo. Potem so se vrstili skupni napadi na sovražnika, na Cikavi, na Ratežu, v Smoleni vasi, v gradu Bogancah.
Njim je šlo za internacionalo, ne za našo domovino. No in ta komunizem je odločil, da smo se razšli sovražni. Gorela je domovina, a korak je presegla partija in vse je bila prevara. Partija je šlo za oblast, komunistično oblast, ne proti okupatorju, proti nam, demokratičnim Slovencem. Mi pa smo umirali, prevarani po Angležih in bili živi zmetani v brezna in rudniške jaške za ceno naše lepe, drage Slovenije. V Teharjah, kamor sem bil vržen potem, je imel vsak partizan pravico ravnati, kakor je hotel. Vsak je delal z nami, kar se mu je zgodilo, pa nihče za to ni odgovarjal. Po vsej verjetnosti je nekdo določil, da bi otroka peljali v neko oskrbo, pa je prišel drugi, višji in ukazal, da naj ta bela golazen pocrka, kot je zapisal Tone Sediška 26. maja 1945 v uvodniku slovenskega poročevalca. Tudi njihove korenine bomo posekali in maščevanje tako poseglo do samih najglobjih korenin. Mi ne bomo posekali samo gnilnega drevesa, mi bomo tudi njihove korenine izrubali in jih požgali z zemljo, v kateri je raslo tako drevo. 10 klapter globoko bomo prekopali, da ne bo ostalo za takim drevesom niti najmanjših korenin. Bilo je nekako 10. junija, ko je pojenila vročina in so prinesli na dvorišče mizo in šop papirjev. Z njimi so prišli komisar Tone, komandant taborišča Joža Špulj ter Ivan Vodnik, dežurni nas je v vrstu. Pred mizo se je postavil komisar in začel nekako takole: od tu boste šli vsak v svoj domači kraj, kjer vas bo sodilo ljudsko sodišče. Kdor ni nič hudega storil, bo oproščen, kdor pa ima krvave roke, bo dobil pravično kazen. Tu vas ne bo nihče pretepal, nič se ne bojte. Tako je govoril komisar. Tudi to pot so bile besede partizanskega komisarja velika laž, če čez nekaj minut se je dogajalo prav nasprotno, kar je obljubljal. Udarjali so nas skori z biči, kamor je padlo. Po pregledu in urejanju list je začel klicati imena Rupnikovega polka. Vsak klicani se je oglasil in stekel za barako. Tu potem je kdo pomahal srečno sninjenje. Prvi večer so jo klicali 400 do 500. Pred taboriščem je čakalo 10 tovornjakov. Na vsakega so naložili 40 in več vojakov. Vsi so morali posesti in pokrili so jih s plahto, da se ni videlo, s kakšnim tovorom in kam drvijo tovornjaki. Mokri nočne rose, ušili in umazani črnega prahu, pod nasutim grmozom smo se pretrgovali v novi dan. Spali nismo, le dremali v težkem obupnem stanju. Komaj smo čakali previsočnih žargov, da bi si na pol nagi ogreli premrle uge. V vročih
dnevi pa smo hrepeneli po mraku, ki nas je tešil in hladil neznosno žejo. Ob prvem svitu je nas stražar dvignil, da smo morali stati včasih dalj, včasih manj, kakor je bil snimljen. Nato pa je bilo na vrsti obiranje uši. Uši so nam ponudili v zameno. Ta nadloga je postala vedno bolj zoprna. Uši niso bile le znotraj, povsod je vse lezlo, po srajci, po rokah, po hlačah, celo po kamenju. Ob tem vsakodnevnem delu nas je motilo par konj z vozom in diro, ki so obstali na levem ogalu blizu vrat barake 2. Kjer so bili civilisti in matere z otroki. Nekaj zatem pa je pripeljal avto Rdečega križa in prav tako ustal pred isto barako. Zdravniški pregled smo ugotovili. Iz avta so izstopili partizani in nekaj partizank in odhiteli v barako. Partizani so se razdelili po sobah. Tovarišice, oddajte vse otroke do 16. leta, je zavpil partizan. Močan partizanski ukaz je zaprl sapo vsem. Nekaj sekund je grobni molk stisnil zobe nam na dvorišču. Matere so tesno prižele otroke, partizani pa so kot jastrebi trgali dojenčki iz naročij mater in starejše otroke, ki so se zavijali v materina krila. Iz sobe je udaril obupen jok, prošnje in klici na pomoč. Na dvorišču smo se destagovali, pa so nas stražali naperjenimi puškami prisilili, da smo polegli. Vpitje in histerični jok so šli do kosti. Matere so dojenčke prižemali k sebi, kot bi jih hotele zopet spraviti nazaj v svoje telesa. Večji otroci pa so se oklepali mater in lovili njih roke, da bi jih pridržali. Kot ujeti v zvorenjaku so matere obupno iskale pomoči. Kamenju so se smili, pomoči pa ni bilo od nikoder. S prerivanjem in udarci so partizani izvrševali povelje in pehali otroke v pripravljen avto. Dojenčke pa so trdo polagali na diro, jok in pitje je pretresalo taborišče. Avto z otroki je odpeljal in čakali smo, da pripeljejo konje za voz z dojenčki. Pa zakaj voz in konji? Zakaj ne avto? Smo ujivali. Saj ni bilo časa razmišljati o obupnem joku, ko so okradene matere polile lase in hoteli ubiti z bubljanjem ob stenu. Zunaj pa je sonce dušilo uboge črvičke, ki so počasi ugašali, polni strahu ob sunkih brutalnosti divjih obrazov. Šele sredi popoldneva so prepredli konje in voz se je zgubil za barako. Kasneje sem izvedel od Franceta Kržeta, da so partizani izbirali njega in še enega mladoletnika, da so dojenče zmetali z voza in jih zakopali
Partizan jim je grozil, da bodo vse postrelili, če kaj izdajo. Na drugi strani pa se slišalo skoraj vedno: očka, mamica, kje sta? Oglasite se, očka, mami, tu smo, vrženi v strelski jarek. Smo poživi, zemlja nam sili v usta. Sedaj so stresli na nas vrečo apna, vrečo prahu apna. Nekateri vojaki ga nižejo. Joj, kako je hudo. Ne morem dihati, požirati ta smrtljivi prah, pomešan zelo. O, Bog, ti nam pomagaj. Mamica, k tebi grem. Mamica moja, kje si? K tebi grem. Mamica pa ni odgovorila, tudi očka ni več odgovoril, kajti bili so zasuti zelo in za apnom. Joj, da bi ta požirek vode dobil v grlo, nas stiska. Še jokati ne morem, solza v očeh se suši. Očka, mamica, počakajte nas, ko greste domov, za robo, da bomo šli skupaj. Počakajte nas. Očka, kje si? Zakaj ne odgovoriš? Z Bogom. Lopate s prstjo in apnom jih zasipajo nove grobove. Pred 70 leti sem se znova rodil. Junija 17 sem obljubil, da za 24. junija me ne bo več v tem peklu, na svobodi ali mrtev. Bog nam je dal zagon, da ko bo luna zašla za vrhove smrti, nas 11 udarimo v juriš. Naredili smo luknjo v ograji, spilo, ki jo je vsemogočni položil na pravo mesto. Skočili smo preko žice, med streli stražarjev in se pognali v temo. Hvala lepa. Gospod Podboj, vi ste s Primorske. Zdi se, da včasih Primorci ne razumejo čisto v redu revolucije. Kljub temu pa je divjala za enako mero. Prav tako so preganjali drugače misleče in tudi množična grobišča so na Primorskem prav tako pogosto posejana kot drugod. Pa bi vas prosil, če malo opišete razmere, ki so vas... Katere razmere so bile, ki so vas leta 1959 pripeljale do odločitve, da odidete iz države?
sem radovedna in navihana deklica, ki je imela na vse radi starše in brate. Doma smo imeli gostilno, vedno je bilo pestro. Čeprav smo otroci bili strogo vzgojeni, smo tudi marsikaj uspičili. Med tednom sem hodila v italijansko šolo, ob nedeljah pa nas je gospod župnik Vladimir Komoc učil brati in pisati po slovensko. Bil je izjemno strog. Drugi župnik, gospod Latanja Ivan, je po bombardiranju nas začel z obnovitvijo cerkve. Mama je veliko sester. Ena je živela v Trstu z mano, zato ko je mama zbolela, je šla k njej in bila tam operirana. Umrla je najbolj za rakom, ko sem bila stara komaj 15 let. Zelo mi je bilo hudo. Gospodinjo je prevzela moja najstarejša sestra Natalija, ki je bila zelo tiha, ponižna in delovna. Primorska se je borila proti fašistom. Nastopilo je partizansko gibanje. Govorili so, da so za naš narod. Ljudje niso vedeli resnice in so se jim pridružili. Duhovniki, ki so toliko naredili za slovenski narod, niso verjeli partizanom in so začeli vse opozarjati. Bila je vojna in zimski čas. Se ne spomnim točnega datuma, ko so prišli po mojega očeta. Češ, da ga imajo nekaj za vprašati. Bil je svetovljan napreden, sicer zaveden Slovenc, čeprav se je vmešaval v politiko. Sploh ni mislil, da je kaj zagrešil. Prepričan je že z Ludbovci. Misliš, da bo kmalu nazaj. Oblekli zimski plašč, nikdar več ni videl svojega doma. Moj brat Angel je bil v partizanih mobiliziran, ko je Italija kapitulirala. Bil je italijanski vojak. Imel je službo natakarja, oficirski mentor. Pobegnil je, ne da bi doma vedeli, kaj se mu godi. Jaz sem bila mlada, energično dekle in sem se podala na pot iskat mojega očeta. Oče je bil od začetka zaprt z drugimi spomeniki, nekje v eni hiši videni je bil tudi moj brat Janko. Potem so ga premestili, saj ni bilo 3 mesece, saj ni bil 3 mesece čupovano. Zboleli od hudih okoliščin. Dobili dovoljenje, da smo pri eni hiši kuhali. Drugi so zagajali v eno gostilno. On je to odklanjal. Ata je bil velik domoljub in je upal, da bo prestal te 3 mesece in da bo umrl pred domačim prahom. Enkrat so prišli mimo Nemci in so vse pobrali. On si je pretvarjal, da je prišel zaradi kupčije ene krave. Tako so ga pustili pri miru in odšli. Morda, če bi šel z Nemci, bi si rešil življenje. Dobro premišljena misel je bila, ko so mene poklicali na urad, da je oče klical, naj mi dajo dovoljenje, da mu prinesem perilo, da se preobleče in kakšen prigrizec tak kot zob. Šla sem z veseljem in z velikim strahom, pot je bila naporna. 4 ure v eno smer, od moje rojstne hiše po gozdu do Slata v Idrce, od tam spet v hrib, do ene ceste, ki se imenuje Navrata. To sem počela enkrat teden. Mislim, da je trajalo en mesec. Nenadoma nisem več dobila dovoljenja. In ko sem šla, kljub temu, mi je gospa pri eni hiši, ki sem jo poznala, namignila, da mi ni treba več hoditi. Kasneje sem zvedala, kako se je očetu vodilo. Prišli so eni poznani, Sponikovci, nekdo, ki jim je nosil mleko.
mojega očeta, Slavko Vratnik se imenuje, ki je bil pri partizanih major, čeprav je imel samo 4 razrede osnovne šole. Moj oče je pristal, da so šli v gostilno, ko se je zmračilo, tisti, ki je nosil mleko, se je postavil za sama Vratnik. In moj oče, Vratnik, ga je večkrat zabodel z nožem, da je izkrvavel. Našega je tudi, ki je prinašal mleko. In ta človek je obustil družino, pri kateri je jedel. Slednji so ga tudi pokopali v družinskem grobu. Vsekakor, ko je moj brat Albin že po vojni prosil za prekop očeta na domače pokopališče, so mu vedno zavrnili. Oče je bil umorjen 29. junija 1944. Moja prva aretacija je bila v Tolminu od 3. junija 1945 do 13. februarja 1946. Majhne celice, da so bile kot sardine v konzervi. V nočnih urah so me zaslišali in mučili, ker nisem želela priznati, kar mi bilo res. So me dali v bunker v samico. Bila sem v zaporih, v Vajdušči, v Ljubljani, na Vrešičevu, na Poljanskem cestu. Po izpustitvi me je Udba peljala k eni družini v Ljubljano, kjer sem delala kot gospodinjska pomočnica. Povedali so mi, da bom tam ostala, dokler ne bo Primorska priključena Jugoslaviji. Morala sem se vsako soboto in nisem smela iti ven v Ljubljane. Tam sem se mogla pojaviti in sem ostala do 47. Potem je sledilo več aretacij, tečnih datumov, potem izplet, se zdaj ne spominjam več. Kratke aretacije so trajale 1 mesec najmanj. Pri zadnji aretaciji sem morala iti delati v Novo Gorico. Brigado so imenovali prostovoljna udarniška Dolinska brigada. Morali smo trdo delati in hoditi na politične ure. Bili smo navadni ljudje, ne politični angažirani. Po enem mesecu so zamenjali brigade in sem tako lahko šla domov za 1 teden. Moja zadnja aretacija je bila od 3. oktobra 1949 do 10. marca 1950. Bila sem na polju, ko so me poklicali, da me čakata 2 gospoda. Zelo sem se prestrašila, saj jo nisem pričakovala. Bila sta 2 udbovca z avtom in sta mi velela, da se hitro spravim v avto. Moj brat pa se je razjezil in jo vprašal, kakšen zakon je ta, da kar neprestano aretirajo mlado nedolžno dekle, naj ji dokažejo, če sem kaj kriva, naj me pošteno sodijo, naj me pustijo pri miru. Udbovca sta mu odgovorila, naj bo tiho, ker drugače bosta še njega prišla jeska. Takrat sem prišla nazaj v Dolinski zapor. Od začetka so me samo zasmehovali in zaničevali. Zašliševali so me po noči od 11. do 3. zjutraj. Obtožili so me, da delam za Gestapo in za domobrance. Bila sem tako psihično uničena, da sem obupala. Mislila sem, da ne bom zdržala. A zgodil se je čudiš. Poklicali so me po dnevi, čakal me je oficir in s prijaznimi besedami me je vprašal, če je prekrasno
da imam pravico, kakor vsak državljan. To je bila laž. Saj sem večkrat zaprosila za potni list, ki je bil potreben za pristop meje, a je bilo vedno zavrnjeno. Takrat je bila Primorska razdeljena na cona B, kjer so vladali komunisti, in cona A, kjer so bili Američani. Obljubila sem sama sebi, da bom šla, in to sem tudi naredila. Upala sem si preko zapornic 30. novembra 1956. To je na vod svetega Andreja, takrat je bil v ulici velik sen. Samo nisem imela nič, le obleko. Že prej sem bila zmenjena z vaščanko, da se dobijo v cerkvi. Svetega Ignacija se mi je srečno uspelo, ker je bilo zelo težko. A tvegala sem življenje. Priporočila sem se Svetoborski, Materi Božji, in čudovno je uradnik pogledal stran in dvignil zapornico. Zgodil se je čudež. V Gorici sem se takoj javila pri uradu za begunce, hotela sem iti proč in ostati blizu meje je bilo nevarno. Poslali smo me v taborišče v Brindisi leta 1959, ki sem se ukrcala v potniško ladjo. Medtem sta mi brata domobranca ujela dokumente v Argentini in bila je moja sponzorja. Saj emigracija je bila že zaprta. Prišla sem v Argentino 24. septembra 1959. Prva leta sem živela pri bratu Angelu, vendar smo se dobro razumeli z bratem, bili smo vsi povezani, kakor so nas doma učili. Zdaj so vsi pokojni. Spoznala sem Ernesta Podvoja, čeprav nisva bila tako mlada, sva si ustvarjala družino in nama sta se rodili dve hčerki, Ernestina in Lučka. Oba preživela, tudi moj mož ima težko življenje. Nama je bilo lepo. Zaradi družinskih razmer stanujem v Ljubljani že 10 let. Morda mi je usojeno, da sem danes tukaj in povem svojo zgodbo. Mislim, da za naše mlade generacije moramo moliti in biti dobri, saj še vedno vihrajo rdeče zvezde in se lažnivo bohotajo. Upam, da mladina je tudi pametna, da bo ločilo od zlo. To je vse. Julija Podvoj. Hvala lepa, gospod Podvoj. Gospod Keržič, vi ste pa doživeli revoluciji v Loški dolini, izgubili tudi očeta, bili ste sirota in zaradi nevzdržnih razmer ste se leta 1954 odločili za odhod. Lahko morda predstavite, kakšni so bili ti začetki v novem svetu, pa mogoče potem isto vprašanje tudi za gospoda Oblaka. Ja, dobro, 54. leta je bilo za mene odločilno. Imel sem 11 let, ko smo začeli z dokumentacijo, pa to, da bi šel v Argentino s teto, ker je bil moj varuh. In je bilo večkrat odbito, pa je pa teta Julka, moja vzgojiteljica, rekla, če ti hudiče me ne dajo zdaj, pa bom pa zgrd. Je to slišal en sodelavc in je rekel, Julka, kaj ta zgrnumba ne, kaj bosta v življenju, in se je že kupila gojzerje, špicko, se to bi šla čez mejo, ker je bilo obupno za živeti. Jaz sem imel velike probleme, kar se tiče šola, ker sem zmeraj na glas mislil, pa krivize nisem trpel. No, in ko je prišla odločitev, me vpraša,
Ja, jaz grem, ti se pa odloči, sem rekel, jaz do tebe dobro potrdi, ne. In tako se je zgodilo in to je, sem šel v Argentino, res težko, da rekel, voljo, ne. In moram pa reči, da res v Argentino pridem, so me zadržali, ko so zdali prišli, ker je mogel stari oče narediti papirje, da bi bil moj bar. No in sem bil tam v Emigrant hotelu, mi smo bili tukaj lačni. In sem tam videl, so bili vse sorte, zdaj še ne vem, da so bili sosednji državi, ker so špansko govorili. In so se tam kepa s kruhom, pa sem tam gledal, ja, Marička, sem rekel, mi smo ga nekolačni. No, in vidim še en hlebček noter v enem peharju, pa sem ga vzel, sem rekel, da ga ne bojo metali. Pa grejo, pa vzamejo peharček in si naložijo spet kruha, da sem rekel, da sem pa jaz kriv, da so še tisto metali. No in tako sem jaz poznal Argentino, da nas obili. Pol soboto pridem zdalje dol, me je staroče prišel iskati v Emigrant hotel, ponedeljek zjutraj sem po 8 začel delati pri enem Slovencu, da je delal tiste pištole, podavte, barva. No in tako je začelo moje življenje Argentine, poklic moj ni bil ta, ampak sila kola noge. No, po 2 letih, ko sem delal, nisem znal več špansko, ko sem sami Slovenci. Po tistem sem pa rekel, nekaj treba ukrepiti. Sem šel 6. razred, tiste ne zaradi predmetov, zaradi jezika, da sem se špansko navadil. No, pa sem pa počasi se navadil špansko in sem naredil strojno, više strojno v argentinskih šolah. Moram to reči, da ko sem bil 6 let star pol v rojstnem kraju, to sem bolj zvedel, me niso sprejeli v šolo. In je moja teta rekla, ja, ti hudiči še otrok me dajo mera, in me je peljala na Štajersko, to se pravi braće Franki in Maribor. Pa zakaj? Da bi tam šolo, so me takoj šolo pisali in tam ni bilo problema, in je takoj teta, sestra od očeta, ki je bila v Auschwitzu, zaprosila za varstvo. No in je res na sodišče je dalo varstvo, par ur po tistem je že Postojna mene zahtevala, da kje sem in so me našli tam in me niso mogli vzeti, ker je že imela dovoljenje moje teta. To se pravi, v Auschwitz je ne rešil, če gremo na tisto. No in pol je tako šlo naprej, sem državljanstvo tukaj iskal, ko je Slovenija nastala, sem bil pa brisan doma. To se pravi, lastni so nas brisali preko... To so pravi izveste. Bil sem pa res, ne vem, jaz sem zdaj rekel, žlahta me govori, a tvoj oče je bil zavezen slovenske pokrytí, In jaz tega dokler nisem doživel tega, kar sem naprosil, ker za mene je emotivno, če bi lahko prebral Dale Mladenič, ker se mu naprej zahvaljujem, kako človek čuti slovenstvo in ko razkrije, se mu kamen dopali in tisto zdaj bi propagiral, da bi vsi to naredili, da bodimo si Slovenci, jaz pravim, tudi če je komunist. Ampak rečemo, da je ta prav Slovenska, da bo nikaj komunist. Jaz bi tako to rekel. In to je... Prosim, če preveč. Prihajam iz Notranjske.
star 2 leti, je mama umrla. Kljub temu sem prva leta svojega življenja rastel v varnem in ljubečem okolju. Zame so ves čas skrbeli moj oče Ludvik in stari starši, tete in strici. Doraščal sem skoraj v družinskem krogu skupaj s svojimi bratranci. Moj stari oče, prav tako Ludvik, je bil v tistem času župan v Starem trgu pri Ložu. Oče Ludvik pa je bil eden od ustanoviteljev prve vaške straže na tem koncu Slovenije. Leta 1943, ko sem bil star šele 3 leta, so partizani v Budobu v Loški dolini ubili očeta. Po kršitvi že sklenjenega dogovora med vaškimi stražarji in partizani so slednji Postojanko, ki je bila v gasilskem domu v Budobu, napadli. Vaški stražarji so napravili izpad, v katerem je bil oče ranjen. Kasneje so ga še živega in ranjenega našli skritega v bližini in ga ustrelili. To je bil zame težak udarec, s katerim sem bil zaznamovan za celo življenje. Leta 1945 je zaradi nevzdržnih razmer širša družina skupaj s starimi starši bila primorana zapustiti dom in se preseliti v Ljubljanske Moste, Krakovčičevim. Tam je bilo prostora zelo malo, zato smo morali otroci večinoma spati kar na tleh. Stari oče Ludvik po očetovi strani, domobranec stric Tone Keržič in teta Ivanka Keržič, očetova sestra, so se 5. maja po hudem nasprotovanju starega očeta, ki je bil prepričan, da ni storil nič napačnega, umaknili za 14 dni na Koroško. Doma so ostale teta Julka, teta Lojska in stara mama Marija. Vračanje iz Vetrina nazaj v Slovenijo in kasnejšo komunistično morijo so preživeli samo stari oče in teta Ivanka. Stric Tone, očetov brat, pa je bil ubit v Kočevskem rogu. Življenje sirotev v tistem času ni bilo enostavno, še posebej je za tiste, ki smo prihajali iz vernih in domobranskih družin. Leta 1954 so se v Jugoslaviji za svojce Slovencev, ki so se po vojni morali umakniti v tujino, odprle meje. Zaradi nevzdržnih razmer v Jugoslaviji sva se s teto Julko odločila, da greva k sorodnikom v Argentino. Tam naj jo je sprejel stari oče Ludvik in teta Ivanka. V Buenos Airesu sem se poročil in odprl mehansko delavnico. V začetku 70-ih sem z ženo prišel domov. Takrat sem se srečal z morilcem svojega očeta. V pogovoru mi je priznal, da ni bilo prav, da so mojega očeta ubili, saj je bil zaveden in pošten Slovenec in da mu je žal, kar je naredil. Morilcu sem odpustil in sva se spravila. Ob tem mi je odleglo, saj sem do takrat čutil nasilni pečat izdajalca. Žalostni spomin pa ostane. Danes, ko me sprašujete, kaj lahko sporočim novim generacijam, lahko povem, da si še naprej prizadevate za resnico in za spravo med Slovenci. Sicer bo stigma težkih časov še naprej morila naše rodove. Gospod Oblak, že v filmu, ki je bil, smo malce vašo življenjsko zgodbo tudi vizualno si predstavljali. Če morda samo v par stavkih še vi odgovorite na to vprašanje, kako je bilo začeti v Argentini, kakšen je recept za poslovni uspeh? Na vaše vprašanje nisem odgovoril, kaj je oče. Kaj je v začetku, ko smo prišli?
smo bežali čez Ljubljensk in smo prišli na Dravski most. In dobro, ko smo zagledali Angleže in partizane, moj oče je bil tako zaveden za naši zavezniki, ki so bili Angleži, Amerikanci, ko je bil mlad, je bil v Denver, bil v Severni Ameriki. In potem, ko šel v Slovenijo, se poročil na sever. To je rečeno, da ko se jih je zagledal, smo mislili, tukaj smo že na varnem. Gremo malo bolj naprej, vidimo partizane, Anglež, in se približajo z bližnje vasi. Poznali partizan in oče se zgrudil, je pa v nezavest. Taš, smrti smo. Zdaj, kako očeta spravil novos, je tam mama zaglavi vajeti in nas pogleda nazaj, pa nam da za zadnjo uro. Me je rekla, molite, radi se imejte, pa čisti vodite. So bili besede mame. In tako je šla naprej. Povem se, da ste vprašanje, ki ste postavili v prvem delu. Zdaj to vprašanje, ki ste pa želite pa naprej, odkje? Prihodno Argentina. Veste kaj, naše taborišče v Špitalu Vetrinje, ko smo bili v ljudsko šolo, in potem smo se razdelili, Gorenci, pa drugi so šli v Lijenc, do Lijenci, no Dolenci so šli pa v Špital. In vsi, ko smo se naložili na vlak, smo čakali, kdaj bo zabil vlak, ko gre veliki dan, ko gre, aj bo šel proti Sloveniji, ali pa tam otroci ženske so se dobili pri vratih, tako da blizu vrat, če bi treba poskakati domače, taki so bi konji, nemški konji, pa in vsak je zasedel 5x5, to je bila mira za eno družino. Tako, jaz sem spal v jasnih, mama, drugi so posebej ležali tam s pri konji. Tako da bo treba malo počistiti, tako je kot naša prva taborišče. Kaj je ta taborišče? Ta taborišče je bil za nas sobljenje velike duhovne vaje. Ena priprava za dolgo pot v Argentino. Kaj vse so imeli, kaj so napravili naši duhovniki, naši kulturniki, pa ostali vsi, ki si jih ne bom pozabil. Za nas, za mlade, dobili smo pevske zbore, skavti, smo bili na počitnicah, smo imeli igre, akcije, vse, kar sem človek moral predstaviti. Vso tisto, kar doma, če bi ostali doma, da bi dobili. Zato pa hvala vsem našim duhovnikom, vsa čast, pa salezjancem, pa tisti, ki so imeli mladinski dom, ker so veljali po tistih hribih in jezerih, po Mištarskem jezeru in tako naprej. Dobro, ko je bila odločitev, da gremo v Argentino, moj oče zmeri jezil nazaj v Severno Ameriko, tam, kjer sem bil. In mi otroci, pa moja sestra Ivanka, je rekla, neč, mi gremo tja, kamor so šli tam bojo šli naši. Tako da oče je mogel popustiti in smo se javili, da gremo v Argentino. Tako pa pridem v taborišče konzul, argentinski konzul je pristo to povedal, to je Vita, Perón, vse tisto, mi smo gledali tisto, kaj je zadnje. In smo se javili. Moški so se mogli postaviti v vrsto in tako da je bilo 200, še več vrsta, vsak je bilo za probi in so tako delo zakali in je potrdil, da je lahko delo. Na pregled, eno 17. januarja,
Radio Holbrook, pridem v Velsajško pisanišče. Tam so nas čakali nekateri Slovenci in drugi, da smo izdajalci, kaj ste prišli, kaj je to, kaj je tako. Tudi ljudje iz naših krajev. Da so se meni zmerjali, govorili stvarite. Ni bilo nič prijazno stvaritih, ne. Dobro, v hotelu, v emigrant hotelu, mi smo bili 14 dni. V tistih 14 dneh se je vsak mogel pomagati, kam se je mogel. Oče je hodil do sesti, pa je jaz grem na enem momentu. Gospod Mernik, pa ostali duhovniki pa so rekli, veš kaj, ti, ko si tako bi šel v Salesijanski zavod. Ja, pa je nas odločil, pa smo šli. Eni so šli v Ardan, drugi so šli iz Džampardanis. Mi smo znali besede in tam smo dobili isto vzgojo. Sem naredil svoje šole in tam sem bil sodušal v svojem predmetu, ki je umetnost, pa to, pa meni veselilo in tako naprej. Dobro. Tako da sem se zvučil tam, potem se bo treba odločiti, da se ostaneš notri, naj greš na brata, med tem časom spremljena majhno delavnico, tam, ki je mama imela bralnico, je kupil strojček in strojček ni bil, ki je sam sestavil in je naredil prva okna, prvo vrata. Potem so povedali, da je tisto gre naprej, pa še drugi brat prišel od enega žilja, ki je imel mizarsko delavnico, je pa še izprašal. Tako da smo sestavili počasi delavnico. Med tem časom je v pristanišču v Nesajlju se en Argentinc delal karirade in tako naprej šteraže za skladišče. Je pride k našim mojim bratom pa reče, poglejte, vi morate napraviti to delo. In hoče, da je sedno na mega denarja v vodu. No, potem čez nekaj časa pride pa reče, jaz bom kupil prvi tovornjak lesa. In da je se to tako. Argentinec, ko je videl sposobnost mojih bratov, je rekel, mora se napraviti. To je bila prva pomoč, da smo mi začeli našo delavnico in potem je raslo v podjetju. Iz malega raste veliko. Hvala lepa. Ja, ampak medtem sem jaz vzal, da sem se izpriključil. Zdaj pa jaz, moj brat Ciril je bil podjeten vsekaj računstvo, je bil visionar, je videl, kaj je trgovina, znal je kupiti, znal je prodati. Moj brat je bil pa mehanik. In jaz pa svojo arhitekturi, ki sem tam šturiral, dekoracije, pa načrt okej kvadrat, novi modele in tako naprej, ki je raslo v drugi. Tako smo šli naprej. Hvala lepo, gospod Oblak. V tem času vse to, jaz sem se vključil v slovensko skupnost. Tam je bil tudi in je rekel, tole prije še v to, mora biti tole. In jaz za prvo obransko proslavo sem naredil kulise. In pa so ti nedaj. Tako sem ostal 50 let v domu svojim delom in pri mladini, vedno je mladina, vedno po meni, kako pravim, je rečem mladini, kaj so naši starši, kaj so naši starši dali, da smo bili tako prišli naprej, da smo imeli tako skupnost, da je prvi plače, ki so dobili. Ena plača je šla za zgraditev naše doma. Ena plača, vse dan. Takrat nisem ničega. In tako vse zastojno zdraviti. Hvala.
Zdaj pa ima še gospa Starla, preden zaključimo eno pomembno vabilo oziroma pobudo. Ja, to sem že prej omenila, da živimo še v špitalu z možem in tudi gospa Dolina je še v špitalu. Nas je pa v špitalu tistih, ki smo prišli čez Lubelj ali skozi tunel, skozi predor Lubelj, nas je še 6. Imamo še vsako nedeljo in praznik slovensko mašo, pride slovenski duhovnik, je že kakšna beseda, tudi že nemška, pa oče naš je poleg slovenskega tudi nemški. Ampak nam se čudno zdi, danes hočem to povedati, ker je tukaj toliko Argentinčanov, nekako zgleda, kot da špitala ne bi več bilo. In posebno tela mladinske skupine, tala ras, če sem se prav zapomnila, že dan 34, pa ne vem, da bi bila enkrat skupina gor v špitalu ali v Pegecu. V špitalu res ni nobene barake več, v Pegecu je pa še ena. In jaz mislim, da so jim starši tam veliko povedali, ne samo od Slovenije, ampak tudi od špitala, pa od Pegeca, da ne bi bilo slabo, če bi ta mladina prišla tudi enkrat to nekdanje taborišče pogledati. Hvala lepa. Zdaj preden nam vzamem mikrofon, samo še povabilo, če bi to želel, bo gospa Dolinarjeva tudi pokazala, kje v tej hiši je bila zaprta. Fotografa bi prosil, da se nam tudi pridružil, bomo šli te prostore pogledati. Spoštovane, najlepša hvala, se opravičujem, če sem vas vmes kdaj prekinil, samo smo časovno nekoliko omejeni. Hvala lepo za bogata pričevanja, tukaj med nami je tudi urednik zaveze, tako da mislim, da bodo ta pričevanja lahko objavljena, če se seveda vi s tem strinjate, boste povedali in hvala lepa za vaša bogata pričevanja.
zahvaljujemo se vam, da smo lahko danes preživeli to nedeljo z vami in vas vabimo, da se prihodnje leto spet snidemo. Vabimo vas, da se še malo zadržite med prijatelji, greste skupaj na kosilo v Zavodsko jedilnico, predtem pa vas vabimo, da si ogledate obe razstavi. Tone Oblak, Zapustil sled sem svojih korenin in Marjan Kocmur, Umik čez ljubelj. Če bi si kdo želel obiskati Hodojamo, naj se javi v atriju na desni strani. Hvala lepa. Bom jaz na Facebooku odgovoril. Krasno, hvala.
malo tudi predelovali. Je to je predelano, ja? To je malo predelano, ne mogoče, ne? Še lahko? Ja, bom nekako. Ja, malo, hvala. To smo že zadnji, smo imeli enega pričevalca gor, ne? Pa smo šli v sobe dijaške, pa se je zmedel, ker je takoj eno steno narediš noter in si teže predstavljaš. Čekajte, vi ste bili, koliko časa ste bili tu zapreti? Tukaj 2 meseca. Tukaj drugačnega skrbim pa 5 let, 8 mesecev. 5 let, 8 mesecev. To sem na begunjah, Rajhem, pa na avtocesti, da je bilo najhujše. Tu si bili zapore? Ja, na sodišču. Na sodišču? Ribičiču sem se zahvalil. Je bila zaprta? Ja. No, to moč povedati. Kako vlogo je imel Ribičič? Ribičič je bil, vas je sodil? Ribičič je naredil kar na enem papirju kot obtožnica, ampak to ni bila prava, recimo, da bi bila sodna potem. Ne, on je bil tako oblast, on je bil strah in trpet za podnikom, veste. Ker se je pojavil, to smo gledali, da bo nič dobrega. In to obtožnico imamo mi v originalu? Ni to obtožnica. Ja, to imamo v originalu in je tudi v njeni knjigi Brazde mojega življenja je slika te obtožnice. Jaz sem napisala knjigo Brazde mojega življenja in tam vse detalje. Tam imate vse noter, ko bomo. Kakva pa je bila obtožba, ko so vas zaprli? Poglejte, moji starši za starših let so bili preganjani od fašistov, nacistov, od nacistov smo bili v Skopju, oče je bil radnik finančni in od tam so nas izgnali gor. 9 dni smo se vozili v vagonih in oče pa smo prišli v Zagreb, tam so nas dali na Martutir, od tam so nas dali spet v Karlovec na Martutir. Pa je pa oče spregovoril z enim vojakom italijanskim. Pa ga vprašal, odkot je, sta ugotovila, da sta vladna tjavnica. In pravi, jaz vas lahko samo tako spravim čez mejo kot živino. In tako smo bili prepeljani kot živina čez mejo do mnoga mesta, pa pa je bilo pa najhujše, pa partizančine. Torej ste vse zapore, je družina okusila? Vse. Vse zapore? Ne, zapore so okusili, jaz pa moja sestra. Bila sem kot dvojčke, siamske dvojčke. Za vse odpikove sem enako obzorila. To je bilo grozno, ko ste prišli lahko teko, ki je bilo žegje. Na avtocesti sem imela tifus, presadne pike, pa grižo, pa sem, vse sorte sem je prijela. Zdaj so odprli, lahko gremo pogledati. To je tu. Se bomo pokazali vse. Malo težko vse. Vse gre. A ste bila tam pod stopnicami ali tukaj? A veste kaj, jaz sem
nič nisem videla. Ker pod stopnicami je tam le še en prostor. A tam? Ja, tukaj bote pokazal. Ja, si se odprl. Čakaj. Tam je pod stopnicami. Od stopnic se stavlja tukaj je dvigalo, edino to je tukaj še. Ja, vidite, to sem jaz. To je zdaj vse zazidano. Ja, vmes je to zazidano. Čekaj, kje note je bil zapor? Tudi kle spod sem bil stavila tukaj. A veste kaj, to je bilo mogoče dvoje vrat, to je bila ena soba z enim oknom. Ja, to je bilo tukaj, pod tem krajem. A je bilo? Ja, tukaj na koncu. Ena soba z enim oknom in meni je zgrabo za vrat. Tukaj spodaj je bil pa zraven, je bil vodnak noter tudi. Tukaj spodaj, pod stopnicami. Ampak poslušajte, jaz sem iz te sobe gledala zelenico in tam so se moški sprehajali okrog. Ja, pa lepa takole tukaj noter, kaj Kaj je. Prezinano. Ja, ja. Vse prezinano. Ne, vse litko so bile lukne, samo da je to, da je dvigalo to. Zdaj je dvigalo tako, prezidano je, zdaj je prezidano je. Ja, tako, v bistvu kraje isti, ja. Mislim, tako je bilo. Tako sem. Oprostite, ne, sploh ni Čez dan sem dovedna, pa sem poslušala, ko je bila noč prišla, je bilo pa kričanje, Marija pomagaj, mama, Ata. In takrat sem se še zavedala, v kakšni nevarnosti sem. Drug dan je pa prišel en miličnik, vojnak, kaj je bil, in prav odpre vrata, kaj pa ti tu delaš? Jaz rekla, zapovedala, kako je bilo, ne. Pa vas rekla, tako se želela. Pa me je pa vypeljal, da se odžejela. Tam na koncu je bil pa vodnak, nekaj je bilo, in sem se umila. In sem izrazil zapeljal ponovno v celico. Takrat mi pa reče, zgub se hiter in pojdi. In sem letela po stopnicah gor. Tako da sem prišla, po teh stopnicah sem letela gor. Hvala Bogu, da ste se rešila, hvala Bogu. Hvala lepa za to.